Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o ekipi Mercedes in o pomanjkljivostih v ekipi Mercedes, o njihovih šibkih točkah. Zadevo bom razdelil na 3 segmente, na 3 poglavja, namreč bolid sam, tehnično, kje vidim, da ima tu šibke točke, ekipo in na koncu tudi oba voznika. Začnimo kar najprej z bolidom. Mercedes 290 je tisti bolid, ki vodi tako v skupnem seštevku za konstruktorski naslov svetovnega prvaka kot med vozniki. Mnogi bojo rekli, da je popoln, kar je daleč od resnice. Res prevladuje v tem svetovnem prvenstvu, a kot vsaka zadeva ima tudi šibke točke. V medijih je mogoče kdo zasledil novico, da naj bi imel šibko točko v tem, da že v konceptu naj bi imel premajhne hladilne površine, to se pravi tereže oziroma hladilnike. Na dirkah, kjer je bila temperatura nad 35 stopinj, naprimer kot je bila velika nagrada Avstrije, smo res opazili, da so bili pri Mercedesu slabši. Če pogledamo njihovo zanesljivost njihovih pogonskih sklopov, bomo videli, da je to daleč od resnice. Namreč pregrevanje elementov bi moralo posledično najprej vplivati na zanesljivost določenega pogonskega sklopa. Ukolikor bi bilo to kritično, bi morali iti bolj na tisti varnejši režim, manj obratov, manj pregrevanja, a to bi se moralo poznati tudi na končnem rezultatu. Če pogledamo, kakšne rezultate imajo pri Mercedesu, je tudi ta teorija bolj na trhlih nogah. Po mojem osebnem mnenju, šibka točka Mercedesa 290 je vezana na temperaturo, a ne na tisto, kar so sami iz ekipe Mercedes povedali kot pomanjkanje hladilnih kapacitet pri pogonskem sklopu. Namreč gre za pregrevanje pnevmatik, problem, ki se vrsti že vrsto sezon pri tej ekipi. Namreč spomnimo se lani tistih platišč na zadnjem paru koles, ki naj bi pomagala hladiti. Videli, da so bili tisti, ki so imeli največ problemov s pregrevanjem, mehurjenje se spomnimo lani. In tudi letos, če pogledamo, so ekipa, ki pogosto posega po trših pnevmatikah od ostalih, predvsem na tem izboru na začetku vikenda. Trša kot je pnevmatika, na višji delovni temperaturi deluje. Zato bi bilo nekako logično, da je tudi skladno s konceptom, koncept Mercedesa 290 je šasija z ogromnim aerodinamičnim oprijemom, skladno s tem konceptom bi moralo ogromno energije iti v pnevmatike zaradi oprijema in zato tudi delovna temperatura le-teh mora biti višja. Nekako logično. In po mojem osebnem videnju je prav to pregrevanje pnevmatik ena izmed šibkosti tega projekta, če ne največja. Druga, ekipa. Ekipa, ki izgleda fantastična, uigrana, delujoča, a le do trenutka, ko je vse predvideno vnaprej. V trenutku, ko pride kaj, kar niso izračunali v noči, naprimer pred dirko, se to ravnotežje poruši. In ne govorim samo na dogodke, ki so se zgodili na veliki nagradi Nemčije, lep primer bo velika nagrada Monaka. V 11. krogu je prišel varnostni avto, vsi so izkoristili tisti trenutek za postanek, kar je logično v dirkaškem svetu, se tako dela. A problem pri Mercedesu je bil naslednji. Medtem ko so vsi njihovi konkurenti pravilno določili, da v tistem trenutku je treba na bolide dati pnevmatike C3, najtrše na razpolago za tisto dirko, so oni na oba bolida mirno namestili C4, to se pravi tiste medium, tista srednjo trdoto za tisto dirko. Problem se je pokazal v končnih fazah, kjer je imel Lewis Hamilton ogromne probleme zadrževati konkurenco za seboj, govorim tehnično, rezultat je bil seveda zmaga za Mercedes, a po spletu okoliščin. Ekipa je tu strateško zamočila. In tudi to, kar smo videli na veliki nagradi Madžarske, ta enkratna strateška poteza s tistim postankom več, je bila stvar pripravljena vnaprej. Dvomim, da te variante niso vnaprej preračunali, naredili nekaj izjemno dobrega na dirki, a ni bila navdih trenutka. Pojdimo sedaj še k voznikom. Kje so šibke točke pri voznikih? Za moje osebno videnje, Valtteri Bottas je odličen voznik,
dober, nič mu ne moremo reči, a ni šampion. Problem je, da začne delati napake, ko se od njega zahteva preveč. Biti na nivoju Lewisa Hamiltona je po mojem osebnem mnenju vse prej kot enostavno. In ko se ima tako visok standard, so lahko napake pogoste. Letos vozi dobro, letos vozi odlično, a ne smemo ju enačiti. Po drugi strani, Lewis Hamilton, eden izmed najboljših v tem obdobju, ima tudi on, kot vsi, od najboljšega do najslabšega, svoje šibke točke. Tako kot na primer Sebastian Vettel, samo v drugem pogledu. Kje je težava Lewisa Hamiltona, kje so njegove šibke točke? Po mojem osebnem videnju ima Lewis Hamilton šibko točko takrat, ko ni voden. Namreč on je v stalnem kontaktu z boksi, temu morajo stalno praviti situacijo, mu praviti rešitve, katerih jih sam ne more določiti na progi. Če pogledamo, kaj se dogaja v dirki, ko so boksi zmedeni, ko so boksi v tistem trenutku, ko nimajo odgovora in Lewis Hamilton ga zahteva, enostavno on izgubi motivacijo, izgubi hitrost, izgubi dirko. Velika nagrada Avstrije v letošnji sezoni je prav pokazatelj tega. Ko so se zmedli, ko so izgubili tisti cilj pred seboj, je ves dirkaški ritem padel v vodo. Namreč, kaj bi morali pri nasprotnikih izkoristiti pri Mercedesu? Najprej visoke temperature in drugo, na vsak način poskušati zmesti Mercedes. Mercedes zelo lepo igra na postankih, ko mehaniki hodijo iz boksov v bokse, iz boksov v bokse, nobeden jim ne sledi. Zakaj drugi, na primer, ne začnejo tega delati, pa jemati en tip pneumatike ven, jih nesti noter vzeti drugi tip in tako naprej in tako naprej. Začeti se z njimi, igrati psihološke igrice, kajti prav tu, tisto, kar delajo oni drugim, je tudi njihova šibka točka. Mogoče bi pa tudi tako se poživele kakšne dirke. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.